Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naša tokratna gostja je gospa Tatjana Podbregar, vodja oddelka za okolje in prostor na občini Zagorje. Dobrodošli v našem studiu. Vi ste prvič tukaj, ne? Ja, prvič. Ja. Mi bi namreč v tej oddaji morali gostiti zagorskega župana Matjaža Švagana, pa je imel neke službene obveznosti, tako da ga na nek način nadomešča gospa Tatjana Podbregar. Bi pa mi dva mogoče začela malce v stilu teh toplih poletnih dni. Imate lepe spomine na Trbovljsko kopalnico? Kopalnico ste verjetno Trboveljčani rekli, ne? Vi ste Trboveljčanka po rodu, ne? Ja, jaz sem Trboveljčanka in sem od leta 1991 na občini Zagorje, na oddelku za okolje in prostor, tako da velik del dneva ali pa življenja preživim v Zagorju. Drugače sem pa res Trboveljčanka in do leta 1981 sem plavala in ta kopalnica trboveljska je bila moj matični bazen, na katerega imam res zelo lepe spomine. Zakaj ste se pa vi takrat recimo v teh otroških, mladostniških letih odločili za kar precej naporen, težek, zahteven šport, plavanje? Povsem po naključju. V 3. razredu osnovne šole so nas povabili v bistvu v šolo plavanja, da bi se naučili stile. In jaz sem se pač takrat prijavila, da gremo v to plavalno šolo. In ker so ti plavalni trenerji, ki so nas v bistvu naučili plavati stile, rekli, da v meni vidijo talent, so me potem povabili k plavalnemu klubu, ki sem v bistvu ostala 10 let. Ste vedeli, kakšne plavalne gene? Je bil kdo od vaših, mogoče mama, oče? Ne. Nista plavala, ne. Ste poznali Lučko? Nisem osebno poznala Lučko Vodišek, ker jaz sem v bistvu v tistih letih prišla k klubu, ki je ona umrla. To je bilo 69, ampak sem pa z njo, če bi lahko rekli, tako povezana z vsemi temi Lučkinimi memoriali, ne, pokalom Lučke Vodišek, naj si bo v tistih letih, ko sem še plavala, pa tudi potem kasneje sta moja oba sinova plavala, pa smo v bistvu organizirali te Lučkine pokale in morate vedeti, da je to pokal oziroma miting z najdaljšo tradicijo v slovenskem prostoru. No, tudi letos je bil sicer malce prej kot ponavadi, ampak zelo uspešno. Tudi lep obisk je bil, glede na lansko leto je bilo letos boljše. Plavanje je pa zelo naporen šport, ne? Zdaj ne vem, če primerjate, potem, ko sta vaša sinova plavala, pa svoja leta, tista aktivna, je bilo več plavanja, več treningov takrat, ko ste bili vi aktivna plavalka, ali zdaj več trenirajo? Ja, verjetno je čisto odvisno od posameznika, ne. Zase bi rekla, da smo dosti trenirali, zelo veliko trenirali in posledično smo imeli tudi zelo dobre rezultate. Naš trener, takrat Lebar Mirko, ki je drugače iz Lačan, ne, pa je živel v Trbovljah, je res okrog sebe zbral eno dosti dobro, kvalitetno ekipo, ki smo na državnem nivoju, to je bil pa jugoslovanski nivo takrat, res kar lepe rezultate dosegali. Kar se pa tiče to, kar ste vprašali, napornosti, saj veste, nekaj, kar počneš, ni naporno. A pa ste to že pred šolo, pa po šoli tudi? Ja, mi smo v tistih letih trenirali v bistvu od 6 do pol 8. Potem smo šli v šolo, smo imeli tudi možnost, da smo prvo uro pouka manjkali, da smo ob 8 prihajali, recimo, če govorimo o srednji šoli, v gimnaziji, ko smo začenjali pouk 15:07, smo plavalci prihajali ob 8 v šolo, pa popoldne 2 uri in pol. Po zimi v cementarniškem bazenu, ki je bil takrat zelo kvalitetno vzdrževan, nam je v bistvu nudil treninge od oktobra oziroma septembra do 1. maja. V teh poletnih mesecih od maja do septembra smo pa trenirali na letnem bazenu. To mogoče zdajšnji generaciji malce manjka in tak bazen. Vse sicer v Hrastniku trenirajo, ampak je kar naporno.
pa tudi ure niso najbolj primerne. Kdo pa so bili takrat, recimo v vaši generaciji, ki so zaznamovali slovensko jugoslovansko plavanje, poleg vas, ki ste bili zelo uspešni? Ja, v Je že bila Trbovljah. takrat Darja Lauf? Ona je Mlajša je, v bistvu moja naslednica. Je bila tudi glede na to, da je bila hrbtašica, ker jaz sem plavala hrbtno. In tudi ona je 6 let mlajša od mene, tako da je v bistvu ravno, ko se je zamenjala generacija, za mojo generacijo je prišla ta njena generacija tudi v Trbovljah, ne. To so pa še bili potem tako uspešni, vem, Urankar, ne? Ja, Urankar, Leskovec, Hanžekovič, Novak, Meškotova, Kolenčeva. Agreš tudi? Agreš, Vozelj, to so bili v bistvu čist naša generacija. Nekateri še vem, da še zdaj grejo na kakšno veteransko tekmovanje. Vi tudi? Ne. Ne? Kaj je bila vaša specialnost? Kje ste bili najboljši? Hrbtno. Hrbtno? Hrbtni slog, ja. Vam še vedno gre tako hrbtno, da ni treba nazaj pogledati, ko se je treba obrniti? Ja, seveda. To pride v kri. Ja, seveda. Še veliko plavate? Ne, premalo. Premalo. Ste že bili letos v kopalnici? Bila. No, lepo, ne? Ja, Nikaj, zelo. Ne? Ampak greste bolj na nočno kopanje? Ja. Ja, od 8 naprej, ne? Ja. Ja. Sam plavat, ne? Ja. Mi gremo uživati, ne? Ja. Dejal sem, da ste vodja oddelka za okolje in prostor. Se je tu tudi na občini začela vaša nekako poklicna pot? Zdaj, mama vaša je profesorica matematike? Ja. Oče pa arhitekt. Vi pa tudi, ne? Arhitektka. Tudi, ja. Je bilo to, ne vem, želja očeta ali tudi vaše? Ali ste kaj vagali, tehtali med tem, da bi bila mogoče, da bi bili profesorica? To ravno ne. Da bi bila očetova želja, sem prepričana tudi, da ne. Ampak mogoče je, ko odraščaš, dejansko nekatere poklice lažje spoznaš, če so v družini, če imaš možnost vpogleda vanje. In je mogoče to, da sem v bistvu poklic arhitekta od blizu lahko spremljala, ne. Se tudi mogoče je to vzrok, da je potem tudi moj starejši sin arhitekt, ker je nekako verjetno tudi familiarno spremljal ali pa videl ta poklic od blizu, ne. To, kar ste me pa prej vprašali, v bistvu poklicno pot sem začela kot projektant na IBT-ju leta 86 in sem potem 91. Pa, tako kot sem že uvodoma rekla, prišla na občino Zagorje in od takrat, to je zdaj že... Vse skozi na tem oddelku? Ja. Do leta 95 je bila upravna enota pa občina v bistvu skupaj, ne, je bil upravni postopek in načrtovanje, ker urbanizem je ena vrsta načrtovanje prostora. Skupno s to spremembo, da smo se razdelili upravne enote in občine, je bilo pa 95. in od takrat sem jaz v bistvu bila sem na občini. Moja v bistvu kolegica, sodelavka, gospa Fajnova, ki je pa v bistvu ravno tako arhitektka, je pa ostala na upravni enoti. Je bila to dobra sprememba takrat, leta 95, da se je to nekako delilo? Ne vem. Kako gledate zdaj danes na to? Veste kako, nekateri so bili, so mislili, da to ni dobro. Jaz bi rekla, da pri nas v Zagorju ni bilo nobenih težav, ker se mi zdi, da s upravno enoto vse skozi zelo dobro sodelujemo, ne. Jaz, veste, to so moji bivši sodelavci in so še vedno sodelavci, mi se lahko vse pogovorimo, skušamo vsi v dobrobit ljudi, prostora, ene zadeve urediti, tako da je v redu, da smo vsak ločen, ampak predvsem je pa pomembno, da se pogovarjaš in da sproti rešuješ probleme, ki v prostoru recimo nastanejo. No, omenili ste že oba sina, eden študira še medicino, ne? Eden je že arhitekt. Vi ste tudi šli skozi to izobraževanje. Kje spremljate, tako pravijo, da sta oba izobraževalna sistema za oba ta poklica kar precej težka, ne? Tako veliko učenja, veliko enega truda, ne? Tako za arhitekturo kot za medicino. Kako pa vi to spremljate? Ja, Kako ste seveda. spremljali to?
Jaz mislim, da za vsako zadevo, ki se jo lotiš ali pa ki jo hočeš uspešno izpeljati, se moraš potruditi. In če hočeš biti uspešen študent ali pa ne nazadnje, če hočeš potem v poklicu uspešno delati, moraš za to tudi dosti vložiti. Naj si bo v arhitekturi, kjer je več v bistvu praktičnega dela, veliko načrtovanja, veliko snovanja, projektiranja, risanja, manj teorije. Verjetno pa v medicini je pa vsaj v teh prvih letih, kolikor spremljam sina, veliko teorije. Ne? Pa malce dlje traja, ne? Ja, tudi. Ja. Do potem poklica, ne? Ja, To ja. je pa tudi res, ne? S čim se na vašem oddelku, to, če bi ga predstavili, ukvarjate? Kaj so vaše naloge? Ja, če že samo ime, oddelek za okolje in prostor, pove, da se ukvarjamo z okoljem in prostorom. To se pravi, okolje, ekologija, te naši okoljski problemi, ki so, prostor pa urbanizem. To se pravi načrtovanje, razvoj prostora, v bistvu umestitev načrtovanih objektov oziroma ureditev prostor. To je naša glavna naloga. Poleg v bistvu, če gremo čisto v detajle, hortikulture, skrb za recimo zapuščene živali, kaj jaz vem, kar se tiče vod, zraka in pa urbanizem kot tak, ne, oziroma prostor. Če se jaz odločim postaviti neko hišo, se na vaš oddelek oglasim nekako? Ja, glede možnosti umestitve v prostor je to pristojnost občine. Občina mora imeti krovne in izvedbene prostorske projekte. Krovni prostorski projekt je občinski prostorski načrt, ki v bistvu v celotno območje občine conira na namensko rabo, to se pravi statuse zemljišč, ali so to gozdna, kmetijska, vodna, stavbna in druga zemljišča. To je kot nekakšna ustava, ne? Ja, to je kaj prostor zmore. Potem so pa izvedbeni prostorski projekti, to so pa občinski podrobni prostorski načrti, ki pa umeščajo načrtovane ureditve v prostor. To se pravi, kje naj bi objekti, kje naj bi infrastruktura, kje naj bi dostopi, vse to potekalo. In prvo informacijo, če je recimo zemljišče stavbno, kaj se na nekem zemljišču sme zgoditi, dobijo na občini investitorji. Tudi kako visoka stavba, ja, kako obrnjena, vse te, to so prostorski izvedbeni pogoji, dobijo pač investitorji bodoči na našem oddelku ali pa za njih načrtovalci, to se pravi projektantje. Sam upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je pa na upravni enoti. Je pa, ko se sprejema OPN, občinski prostorski načrt, veliko dela. Na koncu ga potem občinski svet sprejme, ampak veliko usklajevanja z različnimi ministrstvi. Vem, že spremljamo to zadnja leta, ko so različne občine, kjer delujemo, sprejemale to, koliko je to sivih las, lahko, veliko, pa različnih interesov tudi. Veste, prostor je interdisciplinarna materija. V prostoru je zelo veliko uporabnikov, in vedno pri vsem načrtovanju moraš v bistvu sprejeti kompromis, da uravnotežiš vse dejavnike v prostoru. In zato so te občinski prostorski načrti tako zamudni ali pa dolgotrajni postopki, ker moraš vključiti vse nosilce urejanja prostora. Naj si bo od infrastrukture, to se pravi elektro, telekom, daljnovodi, plinovodi, državne ceste, občinske ceste, pa potem druge, vodarje, gozdarje, naravovarstvenike, kulturnovarstvenike, vse te. In vse to uskladiti je potreben čas. Ja, pa se pa še pod različna ministrstva tudi,
Pa dobiti 19 katero različnih resorjev je v bistvu In če se pri enem malce zaplete, ne, so se je treba pač uskladiti. In mi smo to dejansko, ta naš krovni občinski prostorski načrt delali 4 leta. Leta 2011 smo ga sprejeli, se moram kar pohvaliti, da smo bili 27. občina od 200. Ne. No, s tem, da smo ga pa v lanskem letu pa že tudi ene manjše spremembe naredili, predvsem kar se tiče prostorskih izvedbenih pogojev, to, kar ste prej vprašali, da v bistvu pri vsaki recimo posegu ali pa pri vsaki gradnji, da lahko pri nas dobijo pogoje, ne, te prostorske izvedbene pogoje. Tako da je dosti dela, dosti usklajevanj, sam, če imaš pa potem dokument, ki ga lahko uporabljaš, je pa vredno. Tako laično. Tudi čistilna naprava, ki se gradi ta čas, po Zagorju v bistvu že skoraj da vse zgrajeno, že deluje, mora iti vse po teh načrtih. Ne? Seveda. Nič ne more iti mimo. Ne? Mi smo že prostorski del, ta del, ne, ki je bil v bistvu osnova potem za izvedbo. Že v začetku v letu 2003 je bil že sprejet prostorski dokument, ne, to se pravi lokacijski načrt se je pač takrat imenoval za kolektorski sistem in čistilno napravo. Tako da vse te, predvsem velike investicije, ne, res rabijo čas, da so umeščene pravilno v prostor. Ad hoc, tako, ne? Ja. No, poleg čistilne naprave, ki se nekako vse to skupaj, ta projekt zaključuje, je v Zagorju zdaj, vsaj v mestnem jedru, se veliko dogaja, ne? Se spreminja, dobiva novo podobo. Kje smo danes s tem projektom? Že daleč. Že daleč, ne? Ja, ta projekt mora biti zaključen 30.9., ko je v bistvu mora biti operacija zaključena. Ta revitalizacija zajema skoraj malo čez 10.000 kvadratnih metrov v bistvu urejenih površin, od tega malo manj kot 5.000 kvadratov bo v Kamnu, v Tonalitu. Potem prenove 2 objektov, energetska prenova zdravstvenega doma in Weinbergerjeve hiše kot našega muzeja. Tako da se lahko gledalci mimoidoči vidijo, da se že... Zdravstveni dom je praktično že tudi fasado, ima že barvo. Zdravstveni dom je dokončan, neki teh malenkostnih zunanjih ureditev je še potrebno, tako da za zdravstveni dom lahko rečemo, da je dokončan. Fasada Weinbergerjeve hiše, zdaj so okna, streha je že nova, zdaj se dela na fasadi, tako da bo v bistvu tudi dokaj hitro urejena. Potem nam ostanejo še okrog delavskega doma, so te zunanje površine že tudi. Na ploščadi so vsa v bistvu infrastruktura in pa betoni že izvedeni, da zdaj v bistvu se je začel polagati kamen, raven tako vse te asfaltne recimo površine med zdravstvenim domom in ploščadjo, nekaj je bilo že tudi asfaltirano pri občini in pri delavskem domu. Zaključiti je treba še to veliko parkirišče pred občino, tako da dela dobro potekajo, tako da mi verjamemo, tam je tudi zamakalo, ne, spodaj tiste garaže, zdaj je to urejeno. Ja, vem, da je bilo v času volilne kampanje postavljeno vprašanje in vem, da je takrat župan govoril, da se bo to v sklopu revitalizacije mestnega središča da bo vse urejeno. Ja. No, tu pri nas v bližini se pa tudi končuje še en projekt, ne, tudi sofinanciran z evropskimi sredstvi, prenova muzeja. Ne. Ja, prenova muzeja Kisovec je v bistvu končana, kar se tiče gradbenih del. 3. julija je bilo v bistvu predaja, neki še hortikulture ravno v teh dneh urejajo. Do konca septembra bo pa prenovljena tudi zbirka, eksponati. Tako da bo potem lahko res muzej, tako kot si želimo, zaživel. To bo kar precej staro, ne? Ja, imate nekaj podatkov, ne? Boljš, da preberem. Cela
cela investicija je 514 tisoč evrov, od tega je 327 tisoč evrov evropskih sredstev, drugo pa je zagotovljeno bilo v proračunu. No, ko se je betoniralo na tej zadnji strani, ne, ob cesti, se je zdelo nekateri, da gre preveč betona, preveč železa. Je bilo res potrebno toliko, glede na to, da to ne gre za neke temeljne? Mislite to zunanja ureditev? Zunanja, ja. Ne, to je v bistvu čisto po projektu, mora biti armatura, da tako čisto domače beton ne poka. Dobro. Morava se dotakniti še, lahko rečemo, zbirališča za Savčano, že kar, ne samo za Gorjanov, ne, tudi veliko Hrastničanov, vidimo tudi Trboveljčanov, pa tudi iz drugih koncev Evroparka, ne. Je to kar precej dobro zaživelo, ali pa ne precej, zelo dobro zaživelo. Res postaja to nekako zbirališče rekreativcev, sprehajalcev, otrok, športnikov tudi, ampak to je nekako na pol poti, ne. To se bo še dograjevalo, slišim v nekem smučišču. Ja, Evropark, moram reči, da smo, vsaj jaz osebno, zelo ponosna na ta območje. Če se sam spomnimo sred 90-ih let, kakšne degradirane površine so bile to. In potem, ko je na osnovi enega velikega ureditvenega načrta, ki smo ga v 90-ih letih naredili za sanacijo teh rudniških površin, je bila to osnova, to, ko sva prej govorila, da eno urbanistično načrtovanje rabi leta, da se potem realizira. In je potem bilo leta 2004, če se spomnite, ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, je bil ta Evropark odprt in je bilo že lepo, dobil ime, ne? Ja, je bilo že lepo sanirana marsikatera degradirana površina na tem območju, s temi jezerci, s parkiriščem, z pešpotmi, z sprehajalnimi potmi, z neki hortikulture, z sanacijo teh degradiranih rudniških površin. Tako da to je bila osnova, da je park začel živeti. In v vseh teh letih se mi zdi, da so ga Zagorjani zelo lepo sprejeli in, kot ste rekli, tudi iz drugih delov Zasavja hodijo sprehajalci, športniki, otroci na ta območje. V zadnjih letih smo kar nekaj stvari dodali programsko, ne. Recimo ladjo, ne? Ja, Argonautka, ki je zelo v bistvu lepo sprejeta pri najmlajših, kar me zelo veseli. Imamo pa kar še smele načrte za naprej. Predvsem bi radi infrastrukturno to obdelali, ker morate vedeti, da ni na območju vode, ni elektrike, deficit parkirnih površin je, ker je pač obisk velik. Vode ni verjetno tudi velik. Kanalizacija ni potem, ne? Ne. No, in to, glede na to, da smo v lanskem letu od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov dobili pretežni del tega Evroparka v last občine, ker Evropark, celo to območje je bilo v lasti rudnika. Z zaprtjem rudnika so vse te površine prešle na sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in mi smo imeli možnost, to je 16b člen zakona o skladu, da občina to brezplačno pridobi nazaj. In to moram tudi reči, da smo ponosni na to, da smo te površine uspeli od sklada brezplačno dobiti nazaj. In ker smo zdaj lastniki, imamo tudi možnost posegov teh, ki jih načrtujemo z dograditvijo, to, kot sem rekla, infrastrukture in potem novih programov, da bo ta Evropark še bolj živel. In ti novi programi vključujejo tudi smučišče manjše? Tudi pa recimo... To je tisti bolj severno, ja, severovzhodnem pobočju od sletno pristajalne steze do tega prvega ravnega platoja. A veste, in dodatna gostinska ponudba in sanitarije in mogoče kakšne garderobe. Za nogometaše, ki imajo zdaj urejeno nogometno igrišče. Ja, in potem dodatne igrišča za igre žogo, mali nogomet, košarka, odbojka na mivki, potem čiste drobne fitness, kaj jaz vem, minigolf ali pa recimo... minigolf tudi? To pač zdaj naštevam pač ene programe, ki jih bomo skušali umestiti v ta prostor. In
To so projekti, ki nas dolgoročno čakajo in ki si jih v bistvu želimo. Poleg tega pa, da bi na območju vzletno-pristajalne steze ali pa tega letališča dobili to, kar ste verjetno že tudi eno središče z razvojem tega letalskega prometa v Zasavju. Ki pa je bolj v domeni občinskega nagrajenca, ki bo, kneza, gospoda kneza. On bi več vedel o tem povedati. Skratka, se dogaja, nekaj se dogaja tudi na Kipah, torej nekdaj vaših Trbovljah. Zdaj me pa zanima, kako se vi čutite? Trboveljčanka, Zagorjanka ali Zasavka? Ja, če bi tako rekla, Zasavčanka, ampak jaz celo življenje živim v Trbovljah, zelo rada živim v Trbovljah, predvsem, ker imam tam meni drage ljudi, zelo rada pa delam v Zagorju. To pa tudi, tako da Zasavčanka. Hvala za obisk v studiu, nekaj sva povedala, kakšne zadeve, ki jih pa se midva nisva dotaknila, bo pa v naslednji oddaji povedal zagorski župan Matjaž Švagan. Hvala. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.